Vstopili smo v Naskov dvorec in odpotovali v preteklost. Pred 65 leti je ves svet zaznamovalo uničenje, trpljenje in smrt. To je od bombnega napada porušena stavba na Tirševi ulici v Mariboru. Takšen pogled pa se je razprostiral v porušenem Melju. V bistvu prvi napadi so jo Mariborčane presenetili, sploh tisti januarski, 44, ko so napadli tovarno letalskih motorjev oziroma delo letalskih motorjev na Tezno, kajti potem do poletja oziroma pravzaprav do jeseni leta 1944 ni bilo bombnih napadov, tako da prve bombne napade niti resno niso imeli. Še ko so šle bombe padati na mesto, so se ljudje streznili in zavedali, da je tudi Maribor postal legitimen vojaški cilj. Pretresljivi posnetki našega mesta, ki je v času največje morije doživel 30 bombnih napadov in je bil s tem drugo najbolj bombardirano mesto v Jugoslaviji, so poseben pečat pustili tudi na britanskem atašeju. Are quite fascinating to know more about the history here and how the local people were affected. So I found those particularly interesting. Več kot 180 črno-belih fotografij obiskovalca popelje na prizorišče bitke v Stalingradu, prav tako se znajde v neposredni bližini Južne fronte in ulic Berlina. Mislim, da črno-bela fotografija je najboljši dokument. Ona da možnost da se koncentrira na glavni ideji fotografije. Moj stari dedek je bil v Stalingradu in zelo sem vesel, da sem videl par fotografij iz Stalingrada. We were asked to provide certain pictures for the exhibition, and one I immediately had on my computer scanned in was this picture of my uncle, and this was actually taken. He fought with the British 8th Army in North Africa, and I think this photograph was actually taken in Egypt. So that's the history behind this photograph, and I thought it'd be nice to have it here today. Razstava pa nas v zaključku pripelje tudi do radosti, ki jo je človeštvo občutilo ob koncu vojne, zato nosi posebno sporočilo predvsem mlajšim generacijam. In če vemo, da je bila druga svetovna vojna največja morija v zgodovini človeštva, več kot 50 milijonov ljudi je bilo pobitih v 6 letih, je to zagotovo najbolj grozljiv pomin tudi mladim in prav te slike, ki so na nek način grozljive, tudi črno-beli posnetki smrti, radosti nad življenjem, radosti ob koncu vojne nas opozarja na to, da se to ne bi več nikoli zgodilo.